Maribor je pred dnevi zabeležil veliko zmago pri Olimpiji in zmagal z 2:1 v samih izdihljajih tekme. Tokrat je doma nujno rabil nove 3 točke proti velenjskemu Rudarju. Pred tekmo na dan tekme odstopil Jernej Javornik in gostujoči nogometaši so bili praktično brez trenerja. Prva akcija za Salaliha, ki je zgrešil, potem pa še velika priložnost za Eterovića, ampak Šme je bil na pravem mestu v zadnjem trenutku. Še en strel za Maribor, Šme je meril z glavo, tokrat nekoliko čez gol, ostalo je pri začetnem rezultatu. 23. minuta in kombinacija gostov. Mario Babič je preizkusil svoj strel, ampak direktno v naročje Jasmina Handanovića. Velika napaka v obrambi Velenjčanov, napako je storil vratar Radan in podaril žogo Salalihu, ki je tokrat zatresel mrežo Velenja za 1:0. Takole si je privoščil napako Matej Radan in Salalih je žogo zgolj pospravil v prazno mrežo. Veselje za Mariborčane. Drugi polčas in prva kombinacija za nogometaše Maribora. Tole je bila izjemna priložnost za Novakovića, ki je bil sam pred vrati, ampak streljal zgolj mimo kola. Še napad za Maribor in še ena izvrstna priložnost. Vratnica je bila to za Maribor. Bolha je skoraj premagal svojega lastnega vratarja. Potem pa kazen in gol Knezovića. Izenačenje v Ljudskem vrtu 1:1. Handanović je nekoliko napačno ocenil let žoge in Knezović je bil pred vrati najspretnejši in je zabil za 1:1. Izenačenje Velenjčanov in šok v Ljudskem vrtu. Ampak Jean-Philippe Mendy je kmalu zadev za 2:1. Lepa kombinacija na levi strani Salaliha in Vilarja. Mendy pa je zabil še 15. gol v letošnji sezoni. S tem 15. golom pa je tudi sam na vrhu klubske lestvice strelcev. Maribor se je torej vrnil v igro in dosegel gol za prednost 2:1, ampak tudi gostje se do konca niso predali in v 83. minuti izjemen gol Leona Črnčiča. Takole je zadev za izenačenje na 2:2, izjemen volej iz kakšnih 15 metrov in izenačenje v Mariboru. Golov še ni bilo konec, nažalost domače publike v domači mariborski mreži. Izjemen protinapad za Velenjčane. Mitja Lotrič je bil sam pred golom, že obšel Handanovića, streljal, obramba Jasmina Handanovića in gol za nogometaše Velenja. Nikola Tolimer je zabil še tale zadnji žebelj v krsto Maribora na tekmi v Ljudskem vrtu in tole je bila zmaga za Velenjčane. S temle zadetkom so dosegli nove 3 točke in pomembno zmago. Dokončno so obstali med prvoligaši, medtem ko je Maribor doživel res hud udarec in tokrat doživel hladen tuš pred domačo publiko in morda celo izgubil ključni dvoboj za naslov prvaka v letošnji sezoni. Na koncu 5 golov Maribor, Rudar 2:3. Manjše kot so bile pred tekmo, definitivno, vendar še zmeraj so 2 tekmi in teoretične možnosti še zmeraj obstaja. Olimpija zdaj potrebuje 2 kiksa, kaj je šlo tukaj narobe? Narobe je šlo to, da smo po pozitivnem rezultatu oziroma imeli že pri 1:0 100% priložnost, naredimo napako na 1:1, porabimo veliko energije, da povedemo ponovno in potem v zadnjih minutah je bilo kar nekaj igralcev, kateri so igrali na limitu svojih fizičnih sposobnosti in nismo zmogli več, nažalost. Najlepša hvala najprej za čestitke. Res je, danes smo si, mislim, da povsem zaslužili zmago. Fantje so pustili dušo na igrišču in mislim, da je zmaga čista kot solza.